Zagotovo to odraščanje na kmetiji, ker ni čist enako, kakor je v mestu, ne. Se mi zdi, da glih to, ko je polno še enih drugih stvari zraven, ne vem, za postoriti na kmetiji, da ti neko širino in tudi predvsem te vrednote, no. Je bil neki izziv, ampak jaz imam rada izzive, si jih rada postavljam. Se mi zdi, da sem se pol tudi hitro kar dobro znašla, in sem se res dobro počutila v tem, no, v tej vlogi. Zelo različno, tako so bili vzponi in padci, se mi zdi na začetku, ponovno je bila to neka zgodba, ke greš dosti naivno noter, pač povabijo te, meni se je zdelo zelo fino, pač neko nadaljevanje zelenih dolin, ker takrat se mi je glih zaključil mandat. Tako da mi je bilo tudi zelo naravno, no, ni mi bil problem nastopati pred kamero in sem rekla, zakaj pa ne. Se mi zdi, da tukaj je veliko na starejši generaciji, se pravi odgovornost staršev, da skliče ta sestanek in da odpre te teme, ki se jih je seveda težko pogovarjati, ampak zelo pomembno. Se mi zdi, da tudi kasneje pol dosti lažje tudi komunicirati, če so stvari jasne. Velikokrat se govori, da je to neki velik minus, ker pač se morajo dve generaciji usklajevati ali pa pač celo tri med sabo, ampak jaz pa mislim, da je to lahko tudi dosti velik blagoslov. Če tako gledaš, imaš v spodnjem štuku ali pa kakorkoli skozi nekoga na razpolago, ki ti lahko priskoči na pomoč. Se mi zdi, da če je neka prava komunikacija, pa če je neko spoštovanje tukaj iz ene in iz druge strani, da se zna, mislim, res lahko en lepo življenje, no, tudi na kmetiji, tako da. Počasi grem na drug konec Slovenije. In kakor jaz vedno pravim, pač na podeželju mora biti vedno cerkev, gasilski dom pa gostilna. Jaz sem takrat začela pol hoditi po svetu, po Sloveniji in sem takrat zapazila podeželsko mladino, ker jaz v srednji šoli pač za to nisem sploh nikoli slišala. Pa sem pa takrat jaz to opazila in mi je bilo tako, okej, to še obstaja, ker vem, da je moj ati mi je razlagal nekaj, da so to včasih pač bila podeželska mladina, okej, pa jaz tako vidim, okej, pa to še obstaja nekaj, pa to so nekaj ful aktivni, pa to obstaja zveza, pa to je ful dobro, ne, pač to so vsi povezani med sabo. Upam, da ne živim samo v nekem mehurčku, ampak se mi zdi, da je tudi pogled na podeželje vedno bolj pozitiven, tudi na kmete. Ker se mi zdi, da še pred nekaj leti, da je bil tudi kmet tisti nek res na dnu neke družbene lestvice, nekako, kar rečemo, kmet tam. Ampak se mi zdi, da se ta ogled malo spreminja in izboljšuje. Tako da jaz mislim, da zakaj mladi ostanejo, predvsem to, ker najdejo neko tisto sebe v tem noter, no, tako, da imajo neke dodano vrednost. Jaz sem za eno preprosto podeželsko dekle, ki prihajam iz res male vasice, ki se imenuje Svibno, to je v občini Radeče. In se mi zdi, da sem res imela ta privilegij, za katerega bom po moje do konca življenja hvaležna, da sem odraščala na eni domači kmetiji, manjši kmetiji, ki se zdaj pač res na srečo počasi tudi povečuje, po zaslugi mojega brata. Jaz sem se pa malo podala pol v druge vode, no. Zdaj sem zaposlena na Zvezi slovenske podeželske mladine, kjer sem tudi predsednica zveze. Zelo kratek čas, no, zelo nafrišno. Tako da ja, do tega pa so me pripeljale zelo veliko enih že izkušenj, preizkušenj, nekih idej, ki sem jih uresničila tekom že kar, mislim, nisem toliko mlada več. Se mi zdi, da sem pa za svoja leta že res si postavila nekaj izzivov, no, katere se mi zdi, da so me samo še krepili in pa še zdaj skozi njih nekako rastem. Se ne vem, kje naj zdaj še nadaljujem, začnem, ker ja, že ko sem samo razmišljala, tako, ko te nekdo vpraša, kdo si, se mi zdi, da kar res rabiš neki tak, okej,
ok, čakaj, kdo pa zdaj res sem, ne? Tako se mi zdi, da so res neke take izkušnje, ki te gradijo in da postaneš pol ta oseba, katera si danes, pa mogoče pač sigurno čez nekaj let sigurno ne bom ista več, no, tako. Wow. Prav tako fascinanten uvod, res dejansko se ta tvoja širina izraža že sem pri tem, kako se opišeš dejansko, ne. Tako da, Ajda Podlesnik, res sem zelo vesela, da si vzela čas in dobrodošla v podcastu Rast, ker kljub temu, da si rekla, da nisi več tako mlada, se meni zdi, da si res zelo, zelo mlada in ogromno neke novosti prenašaš v ta kmetijski prostor. Ful je neki področji, kjer si se že dobesedno izkazala. In to verjetno te je pripeljalo tudi do točke, kjer si sedaj. In meni je res fascinantno, oziroma ne fascinantno, tako z neko tako željo, zrem prihodnost, kje boš nekje čez 5-10 let, kam te bo ta tvoja pot še pripeljala, ja, ker dejansko... To tudi mene zanima. Ja. Se dejansko verjetno vse tiste, se štelam v ta sklop ljudi, ki te zanima rast, ne? Ker ti je nekaj, predvidevam, no, da ti je vrednota vse življenjsko učenje. In to dejansko potem nikoli ne veš, kje boš pristal, ker tako te jaz dojemam, no? Da si nek človek akcije, ki te vsakeč, ko te jaz pokličem za nekaj, to je ponovadi tako, ja, dajmo. Tako da... Bi rekla si, da si iz male vasice, z kmetije, per Slabšak, ne, Svibno. Bi rekla, da je ravno to, da si odraščala na kmetiji, da ti je dalo to tiste vrednote, da te je oblikovalo. Na kak način? Jaz mislim, da je prav to odraščanje na kmetiji, v tistem trenutku, ko sem odraščala, sigurno nisem tega tako dojemala, da mi bo dal nekega znanja, pa predvsem nekih vrednot, da bom zdaj tukaj, kjer sem. Zato, ker je bilo vse tako spontano. Jaz se mi zdi, da že v šoli, ko sem bila, nikoli nisem glih sicer kazala nekega zanimanja za kmetijstvo. Vedno smo bili otroci nekako vpeti v delo na kmetiji, ampak je bil pri nam ta starejši brat tisti, ki je kazal zanimanje in se mi zdi tudi, mi imamo ta privilegij, no, da smo že od malega vedeli, da bo on tisti, ki bo prevzel kmetijo, da ostali se bomo pač najdeli nekje. Tako da sem bila v šoli, ker sem se pridno učila, jaz sem imela tudi že, ko sem bila majhna, ogromen enih krožkov, tako da sem že takrat bila na polno zaposlena. Hodila sem v glasbeno šolo, bila sem aktivna pri mažoretkah, pa so pa še ta verouk, gasilci in te klasične stvari na podeželju. In tudi, no, tukaj moram reči, da sem res hvaležna tudi staršem, da so mi to omogočili, da kljub temu, da sem pač odraščala na neki majhni vasici, ki je oddaljena od mesta, so se vseeno potrudili in pač res vsem je bila nekako omogočena ta priložnost, da smo se vključevali v tudi druge krožke, kjer smo pač kazali zanimanje. Tako da ja, to so bile že ene take stvari in poleg vseh teh aktivnosti, ko smo bili že mali, je bilo pa vedno jasno, pač najprej pa pomembno, da se poskrbi po hiši, da se pomaga na kmetiji, ve se, kdaj so tisti rukarji, in pač se je to vedeli, ne? Ni bilo pol nobenega vprašanja in se mi zdi, da smo tudi nekako pol odraščali ravno v tem, da je delo neka vrednota, nekje na visokem mestu, no, prioritet. Tako da verjetno tudi zato še zdaj moram imeti jaz kar poln urnik, ne? Se mi zdi, da tudi takrat sem najbolj efektivna in največ stvari se naredi. Tako da ja, zagotovo to odraščanje na kmetiji, ker ni čist enako, kakor je v mestu, ne. Se mi zdi, da glih to, ko je polno še enih drugih stvari zraven, ne vem, za postoriti na kmetiji, dati neko širino in tudi predvsem te vrednote, no. Da je pomembno to postoriti, da je pomembno opraviti neko delo in da se ne sprašuje, zakaj. Čeprav, ko smo bili majhni, ne, je pa zakaj pa zdaj to, pa zakaj pa zdaj to. Takrat mogoče ti je šlo malo na živce, pa zakaj je zdaj ne moram iti na morje za en teden, če grejo vsi ostali. Takrat mogoče tega najbolj ne razumeš, ampak se mi zdi, vedno, ko sem bila starejša, sem bolj razumela to, no. Tako da sem res hvaležna za to priložnost, da sem imela priložnost odraščati na kmetiji. In obenem, da sem imela priložnost odraščati s tako družino. Mi smo 4,
Tako da imam starejšega brata, mlajšega brata, pa še mlajšo sestrico. In se mi zdi, da smo se tudi vedno dobro razumeli in vedno pomagali en drugem. Se mi zdi, da ravno tukaj se pol ustvarta neka solidarnost, da priskočiš na pomoč nekomu brez pomisleka ali pa brez enega razmišljanja, kaj pa bom jaz imel od tega, ne? Ampak je res tisto res neka pristna ljubezen, no, tako. Take lepe vrednote, ki ti dajo res neko osnovo, da dejansko karkoli pride v življenju, lažje handlaš, ne? Ampak zanimivo mi je bilo, rekla si, nisi bila vedno navdušena nad kmetijstvom. Kje pa je pol to? Ker zdaj, ko te poslušam, ko govoriš o kmetijstvu, je prav tak žar, veš, tako siješ, kmetija, pa brat. Kje je bilo pol tisto? Kdaj se je spremenilo to? Da pa vseeno si začutila, da pa kmetijstvo je nekaj, kar tebe potegne? Ja, mogoče ravno takrat, ko sem se začela oddaljevati od tega, ko sem šla študirati v Maribor. In pa vidiš, pišuka, jaz sem zdaj v enem bloku za 4 stenami, dobro, se greš tam na en hrib. Ampak nimaš pa teh nekih obveznosti, ki jih imaš doma, sicer na kmetiji, nimaš prostora, ko prideš ven in pač narava, gozd, travniki, ni tistega vonja po sveže pokošeni travi, recimo, tako, tak. In ko prideš pol nazaj v svojo vas domačo, vidiš, pišuka, res, kako je res lepo. Pač to moramo ohraniti, to moramo obdržati tukaj, dokler še imamo, ne. Tako da jaz mislim, da ravno takrat, ko sem se začela oddaljevati od tega, pač me je pa pol nekako vlekel nazaj. Pa če sem čisto iskrena, verjetno je bila tudi neka prelomnica, ko sem se odločila, da bom kandidirala za Mlečno kraljico, ker takrat je bilo, ravno korona je bila in vse stvari so se ukinile, pač nič se ni dogajalo, veliko vsi smo bili sam za doma, za tistimi računalniki in jaz sem rekla, pač celo življenje sem imela akcijo, ko se je nekaj dogajalo, 100 in en krožek, pač nekam se moram dati rabim neki izziv, ne. In pa sem res takrat se odločila čistko naključno, da bom kandidirala. In se je izkazalo za eno res lepo zgodbo, no. Zelo zanimivo je zaradi tega, ker mi je mami recimo 1 leto prej že predlagala, če me kaj takega zanima in sem si jaz mislila, pa lepo te prosim. Ni to za mene? Ni to za mene, to pa res ne. Ampak zakaj si tako mislila? Zakaj je to naj bilo za tebe? Ne vem, po moje, imela sem toliko drugih aktivnosti, drugih stvari in sploh nisem pomislila, no, da bi bilo to neka taka stvar, v kateri bi se lahko preizkusila, pa ka me vleče. Pa se je pa pač naredil nek trenutek preloma. V resnici res sama ne vem, kaj je bilo tisto, da ne vem, kar prišlo. Da sem rekla, ja, se prijavila, se to je bilo res tako spontano. Verjetno res to nek izziv, no. Iskala sem nek izziv in pa sem se našla tukaj in pa sem ugotovila, da mogoče so pa tudi te kmetijske zadeve nekaj, kar me privlači, pa kjer sem našla neko svojo iskro, no. Tako da je spet mami v bistvu poskrbela za to, Ja. da te nehote te privabila nazaj v sektor. Ja. Ful zanimivo. Kaj pa sploh pomeni? Ok, sej, malo si predstavljaš kraljica, Mlečna kraljica, verjetno to je nekaj z mlekom, ne? Kaj točno pomeni? Oziroma, mene predvsem zanima, ker teh kraljic je ogromno, ne? Ima vsak sektor, samo jabolka še nimajo svoje kraljice. Ostalo, tako je pa res skoraj bolj ali manj pokrito. Kaj oni gledajo, ko se ti prijaviš? Je to pač v bistvu gledajo vizualno, gledajo kmetijo doma? Na katerem področju se moraš ti izkazati, da te oni pol izberejo? Ja, vse vkupne, bi rekla, ja. Sigurno je predvsem to, na kakšen način znaš komunicirati, kako se znajdeš v določenih situacijah, kar je sicer na nekem izboru ali pa sam tako, ko smo mi bili tam povabljeni na nek, v bistvu izbor, težko sicer predvidiš, ampak predvsem to, kako se izkažeš v določenih situacijah, kako komuniciraš, pa mi imamo res doma, ravno takrat smo imeli tudi čisto nov hlev. Tako da, to je super za slike. Ja, res je, pač res so čudovite slike prišle, pa še tako les, tako da res lepo. Recimo in v resnici je pa vse tako poklopilo, no. Bilo je tudi nekaj znanja, sicer tako zelo splošnega o mlekarni, o mleku, o mlečnih izdelkih, tako zelo splošno.
Tako da bil je tisti preizkus, pa mislim, da smo imeli tudi, posnet smo mogli nek video, no, tako da tudi video, kako se znajdeš pred kamero, ker konec koncev Mlečna kraljica je v bistvu ambasador mleka, mlečnih izdelkov in nek predstavnik zelenih dolin. Tako da je tudi zelo pomembno, ne, na kakšen način se ti znaš pred kamero gibati in Izražati. Ja. Taj spomenom. V bistvu spomnim se, oziroma se verjetno takrat ravno s tabo, no, ne vem, jaz sem začela spremljati, vedela sem za prej, ampak ko si ti nastopila, to je mandat Mlečne kraljice, takrat je bilo to bolj tako na družbenih omrežjih, je to eksplodiralo, se mi zdi. Prej tega ni bilo tako. Se verjetno to res tisto obdobje, ko pač zaprti smo, treba se najti nek drug način, kako bomo zdaj promovirali zadeve, in takrat se mi zdi, da je to šlo tako sam gor. Kako si pa ti to obdobje, ko so te v bistvu dobesedno so te vrgli nekako not v ta, kaj je bil takrat, TikTok, Instagram? TikTok je bil, TikTok, ja. Jaz tega nisem zdaj tako občutila fulnega pritiska, meni se zdi, jaz nisem sploh vedela, kaj pričakovati in sem rešila čisto popolnoma, brez kakršnihkoli pričakovanj. Nisem niti vedela, kaj mi lahko to dejansko prinese, pač res čist, v bistvu naivno, ampak se je tako res poklopilo, da sem se tudi res sprostila, no, tudi z ljudmi, ki sem delala, mi je bilo zelo naravno, res ni mi bila težava. Je bil neki izziv, ampak jaz imam rada izzive, si jih rada postavljam. Se mi zdi, da sem se pol tudi hitro kar dobro znašla in sem se res dobro počutila v tem, no, v tej vlogi. Tako da mi je bilo res škoda, ker je bilo to samo 1 let, se mi zdi, da ravno sem se navadila, pa še takrat je bila korona in so bile res stvari malo bolj zaprte, ni bilo toliko nekih sejmov pa nekih dogodkov, smo pa res se bolj osredotočali potem na TikTok, na te druge platforme. In glih zaradi tega je šlo pol, no, z roko v roki, se mi zdi glih pravi čas na pravem mestu, da so pol tudi stvari se tako poklopile in se bolj razširile. Tako da ja, je pa zelo zanimivo, ker je še zdaj me kdo ostal in tako reče TikTok. Pišu ga, to je že toliko časa nazaj, ampak ja. Se verjetno niso samo zelene doline, ne? Sej, še bolj eskalira, v bistvu tam si vratala že prava tako influencerka, kako se to reče, vplivnež, ja, vplivnica na področju kmetijstva, je pa lepo biti kmet. Ja. V bistvu to je tako. Zdaj, če vprašaš marsikaterega kmeta, mogoče niso najbolj navdušeni na to kampanjo, ampak namen je bil pa zelo dober, ne? V bistvu promocija kmetijstva, doseči najmlajšo ciljno publiko, ne? Tam, kjer se v bistvu vse začne, izobraziti najmlajši kader, da kmetijstvo je neka perspektivna zadeva, da je kmetijstvo sicer velik dela, ampak da je vredno, ne? Oziroma, kako si ti doživljala ta čas pri kampanji Lepo je biti kmet? Ja, zelo različno. Tako so bili vzponi in padci. Se mi zdi na začetku, ponovno je bila to neka zgodba, ki greš dosti naivno noter, pač povabijo te, meni se zdelo zelo fino, pač neko nadaljevanje zelenih dolin, ker takrat se mi je glih zaključil mandat. Tako da mi je bilo tudi zelo naravno, no. Ni mi bil problem nastopati pred kamero in sem rekla, zakaj pa ne? Tako da tudi na začetku, ko smo začeli delati, se mi zdi, da je bila tudi ekipa tako zelo fina. Kdo je bil Simon Čretnik, Janez Rakovec, Bobnar, Klemen Bobnar. Mislim, da smo bili mi 3, ja, pa jaz. 4 pol, ja. Tudi ekipa, se mi zdi, da smo se tako zelo lepo poklopili. In od začetka se mi zdi, da je bilo super, no. Dokler pa začneš malo tako razmišljati, kaj pa je zdaj namen tega? Dobro, skačemo tukaj pred kameram, to ni problem, ampak pa začneš razmišljati, če snemamo, pač želimo nekaj doseči. Pa smo se začeli tako pogovarjati, kaj želimo doseči? Večji vpis v srednje šole, recimo, ne? To je bil eden od kmetijske srednje šole. Ampak da mi zdaj tukaj skačemo pred kameram, se kaj spremeni od tega, pač imamo kakšne kazalnike, spremljamo kaj, kakšni so vplivi tega, ne. Vem, da takrat vsi so govorili zelo dobri ogledi, zelo dobre številke na TikToku, pač neverjetna kampanja, zelo uspešna. Dobro, je uspešna na TikToku, ampak pač dajmo zdaj to pretvoriti v kmetijski svet, a tukaj kaj pripomoremo k tem, ne, o zaveščanju. Pač to smo pa, se mi zdi, kar se je malo pozabili, no, da bi to spremljali, da bi dejansko imel to nek učinek. Tako da se mislim, da kampanja še vedno poteka. Mislim, da so zdaj celo nadgradili, ne, še več
vplivnežev, ali kako Še se več to reče. vplivnežev, ja. In dejansko gre zdaj tudi na vsebino. No? To smo pozabili omeniti, da v bistvu to gre za kampanjo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ne? In tam v bistvu se je začelo s tem, ker upada kmetijstvo, kmetijske šole. Zato sem rekla na začetku, da je bil namen dober, ne? Da bi nekako se res spodbudilo to zanimanje nazaj. Seveda pa je to nekako sestavljeno vedno, ko delaš neko kampanjo, verjetno iz večjih korakov, da ne krepiš pol samo tistega ta finega dela, ker to je bil tako fin del, ne? Tako malo snemati, da pa pol res konkretno nekaj narediš. Tako da, kako dolgo si bila v bistvu tam zraven? 2 leti, 3. Se to je kar. Ja, že kar nekaj časa. Saj pravim, tako zelo naravno je bilo, saj ni bilo tako časovno obremenjujoče. Tudi, mislim, meni ni bil problem, težava nastopati pred kamero, ampak saj pravim, mogoče, ko sem tudi vstopila v ZSPM svet, pa mogoče malo bolj v to kmetijsko politiko in pa tako začneš res razmišljati, kaj je namen, kaj bomo spremenili s tem. Se pravi, tako kot si že ti lepo rekla, saj namen je dober in pač absolutno pozdravljam take stvari, ampak tudi na kakšen način so izvedene, pa pač, da je na koncu res nek učinek, ne, da sam pogledamo številke na TikToku pa na Instagramu, ker to ne spremeni dejstva, da je še zmeraj zelo malo mladih, ki se odločajo za kmetovanje. Da je res tisti namen tisti, ki se nekaj spremeni. Nekaj sem še hotela. Zelo lepo si povedala, mislim, je tako fascinantno, da ko si stopila v ZSPM in te politike, da ti je dalo misliti, kaj dejansko delamo, tako da če je ZSPM to dosegal, pa si lahko organizacija šteje kot velik plus, tudi v smislu izobraževanja, ne, da dejansko vsaka stvar se zgodi z nekim namenom. Preden pridemo na ZSPM, pa na tvojo zdajšnjo vlogo, greva še malo nazaj. Bil je čas odraščanja na kmetiji, ki si je zdaj v bistvu jo je že prevzel brat. Ja, je že mladi prevzemnik. Zdaj že v bistvu 2-3 leta. Ja, že kar nekaj časa. Malo me zanima tu še, ker mi je tako zanimivo, ne? Ti si v bistvu si rekla, da ste že nekako vedeli ste od začetka, da bo on in ti si pol odšla, da ste 4, da v bistvu sta nekje še brat in sestra. Sam ta prevzem, to je tako taka zelo občutljiva tema v kmetijskem prostoru. Tema mogoče, ki bi mogla biti dokaj bolj naravna vsem nam, ker vsaka kmetija pride enkrat do točke, ki je potrebno, da se preda. Ali zdaj gremo v naslednjo generacijo ali kako drugače. Ampak meni se zdi zelo pomembno, da se o prenosu oziroma o prevzemu ne začne pogovarjati takrat, ko je že treba prevzeti, ampak da je to nekako, tako sem začutila iz tega, ko si povedala, da ste vi nekako to vedeli, da ste se v tem pogovarjali že, ne vem, ves čas. Kak ste vi kot družina nekako ne se dogovorili, nekako tudi določili, da bo vaš brat tisti, ki bo prevzel, in kako ste potem vi se soočali s tem, kako malo pišta ta prenos? Ja, se pravim, najprej moram povedati, da res je bilo tako idealno, kar se tiče odnosov. Pa tako, kot sem že rekla, starejši brat, Gaber, je v bistvu že od nekdaj kazal zanimanje za to, tako da tudi od nekdaj smo ostali bratje in sestre njega videli kot nekoga, ki bo to prevzel. Tako da to se mi zdi, pa tudi prvi sin je, ne, ko je po nekih tradicijah, da mora tisti prevzeti kmetijo. Tako da tudi, kar se tega tiče, ne, je bilo vse tako po rekalcih. Ampak še zmeraj je pa tako, ne, pač dokler se družina ne usede, pa ne da vseh kart na mizo. A ste se dejansko usedli? Ja, seveda. Mislim, sej drugače si ne predstavljam. V bistvu je šlo tako, pač vedeli smo, ampak pač stvari se morajo tudi povedati, ne, in moraš slišati od nekoga. Lahko si misli, kaj si zdaj on misli. Pač treba je v bistvu pokazati vse karte na mizo, pa kaj kdo pričakuje. In tako se je pač tudi naredil. V bistvu se je šlo predvsem zaradi tega, ker smo želeli kandidirati na razpisu za mladega prevzemnika in takrat je pač treba pol te stvari urediti in v bistvu smo se mi takrat usedali, seveda prej, mislim, da že kako leto prej. In ja, se mi zdi, da tukaj je veliko na starejši generaciji, se pravi odgovornost staršev, da skliče ta sestanek in da odpre te teme, ki se jih je seveda težko pogovarjati, ampak zelo pomembno. Se mi zdi, da tudi kasneje pol dosti lažje tudi komunicirati, če so stvari jasne. Se pravi, smo se
usedli na sestanku in pač rekli, sej stvari so jasne, da Gaber je tisti, ki bi želel prevzeti kmetijo, da je tudi vsem je bilo dosti jasno, da s tem, ko se prevzame kmetija, se prevzamejo tudi določeni dolgovi, da se prevzamejo dolžnost, da se opravlja kmetijo z njo gospodarno, da se pa tudi skrbi za starše, da se pač tudi živi starši, kar je tudi eden od izzivov, ampak se mi zdi, da ni za to taka stvar, da ne bi bila mogoča. Tako da ja, da ostali pa seveda se pričakuje oziroma da dokler smo doma, se seveda pomaga na kmetiji, tako kakor je bilo do takrat. Potem pa tudi seveda neka ta medsebojna pomoč, da je seveda vsak dobrodošel doma, kadarkoli, no. Take stvari smo nekako se usedli, povedali, tudi kaj kdo pričakuje. Se mi zdi, da je bilo res fino, da so bile že jasna pričakovanja, no, ni bilo nekih presenečenj, da bi zdaj kdo pa rekel, ne, bi jaz ostal ali pa da bi jaz imel nek delež ali pa neko zemljo ali pa nekaj tam tako. Se mi zdi, da smo se tudi vsi dost zavedali, kaj pomeni ta odgovornost prevzema kmetije. Ja, se pravi, to smo si nekako povedali, vsi smo se strinjali s tem, smo našli nek konsens, pa smo se pa pač uredili še te papirje in te stvari. Tako da, ja, je bilo dost gladko. Učbeniški primer v bistvu predaje kmetije. Omenila si že te življenje, ne, dveh generacij. Zdaj ne poznam toliko, tvoj brat že ima družino? Ravno je dobil hčerko, tako da zdaj se tudi poroči. Konec junija, tako da ja, si že ustvarja. Zelo lepo. No, ker se mi zdi, tu pride pol tisti ne izzivi, pač drugačen način življenja, ne? Ker so pol res pa so v bistvu 3 generacije, ki ima to lahko tako. Če imaš dobre odnose, pa ne glede na to so vedno vzponi in padci, ne, verjetno. Ampak je lahko tako zelo lepo, da je ta sinergija na kmetiji. Seveda, če pa tega ni, je lahko tudi zelo težko, no. Ampak glede na to, kaj ste si povedal, mislim, da bo to bolj šlo v tisto plus stran, ne. Velikokrat se govori, da je to nek velik minus, ker pač se morajo 2 generacije usklajevati ali pa pač celo 3 med sabo, ampak jaz pa mislim, da je to lahko tudi dost velik blagoslov. Če tako gledaš, imaš v spodnjem štuku ali pa kakorkoli skozi nekoga na razpolago, ki ti lahko priskoči na pomoč. Se mi zdi, da če je neka prava komunikacija, pa če je neko spoštovanje tukaj iz ene in iz druge strani, da se zna, mislim, res lahko en lepo življenje, no, tudi na kmetiji, tako da se mi zdi, da se preveč poudarja, koliko je to težko pa narobe, da malo pozabljamo na tudi neke tiste dobre lastnosti, ki jih to prinaša, no, skupaj. Se bolj ne bi mogla strinjati. Tudi v bistvu dopust, ne, če sta 2 generacije na kmetiji, lažje poflikaš, ne? Da starejši prevzamejo tvoje delo, da lahko gre mlajša družina, ker v bistvu sploh zdaj, če bodo bo mala hčerkica, mali sinček, bo zelo fino, kdaj iti kam tako malo za sebe, ne? Imeti res tisti mir. Je pa res, da mora biti pol tudi jasna pričakovanja. Ne, da ni zdaj iz danes na jutri, rabim to, rabim ono, ampak da so res neka organizacija. Organizacija, ja. Predvsem to, ja. Super. Res zelo lepo. In ti zdaj ne živiš več doma? Ja, počasa grem na drug konec Slovenije. Na drug konec Slovenije? Kam te je pot odnesla? Poslovno? Poslovno, ne poslovno. Saj vem, ampak tako se reče. Ne poslovno, ja. Počasa v druge hribe. V druge hribe? Ja. Kjer je pa tudi zelo lepo. Zdaj bom zamenjala, mi imamo pogled iz naše kmetije na Dolenjski Triglav, to je Kum. Zdaj ga bom pa zamenjala s ta pravim Triglavom, s pogledom na ta pravi Triglav, ja. Tako da se že veselim tudi tega obdobja, no, tako. Obdobja ustvarjanja lastne družine oziroma? Ja. Tako lastne družine kot enega življenja, no, se mi zdi v neki novi skupnosti, ker tudi to je lahko en izziv, no. Se mi zdi, da tudi sama sem bila tako zelo vpeta v našo skupnost v Svibnem, tako res skoraj več sem bila z drugimi ljudmi, no, s prijatelji ali pa pač sovaščani, kakor pa na koncu svojo družino.
Tako da je bilo tudi, se mi zdi, vmes malo tako, ko počasa prehajaš v druge konce, tudi po eni strani malo težko, no. Tako, zamenjati malo okolico, ampak ljudi, ampak se mi zdi, da tudi to je en tak izziv, kjer ga moraš najprej sam pri sebi nekako malo ozavestiti. Ja, potem pa se probaš prilagoditi in pač skomunicirati tudi tako, da gre, da je nek lep prehod, no. Tako. Pri tebi je prav to, ker res povsod vidiš pozitivno stvar, ne? In to ti dejansko potem karkoli pride, ni težava, ker se fokusiraš na pozitivno. In če mene vprašaš, je to zelo, zelo lepa vrednota ali pa lepa lastnost. Omenila si skupnost v Svibnem, ne? Že na začetku, takoj si rekla, mažoretka, gasilka, kaj si še bila? Mažoretka, Glasbena šola. In tam zadnji imamo tudi eno majico, kjer piše Štala. Tudi to je nekako povezano s Svibnem, ne? Ja, zelo, zelo. Bolj Kaj bi bilo pomeni težko. kaj pomeni ta Štala? Štala, to je v bistvu zdaj že bila pivnica ali pa okrepčevalnica, oziroma je bil to nek bar na vasi. V bistvu se je to začela ena ta zgodba zelo spontano. Jaz sem v bistvu kot študentka ali pa kot dijakinja, no, sem pomagala tam v vseh tistih okoliških gostilnah, barih. In pač to sem pa čez nekaj časa imela že kar malo vrh glave in se rekla, zdaj pa ali bom imela nekaj za sebe, da si lahko sam svoj šef, ali pa pač končam s tem in se pač grem neko drugo pot. In takrat je bila ravno ta priložnost, da je v vasi tista, ki je imela prej ta bar, se je upokojila in je rekla pač, da bo zaprla, da ne bo več tam lokala. In mi smo bili pa itak seveda mladi in smo rekli, to pa ne, kje se bomo pa zdaj mi dobivali zvečer, preden gremo na eno veselico ali pa pač ne. Je to neko stičišče. In potem se je glih tako nekako izkazalo, da sem bila jaz pa še en moj kolega zelo pripravljena za to, da bi midva to prevzela skupaj. Se pravi, tako vsak zase malo težje, ker jaz sem bila takrat še študentka, on tudi mogoče ni imel toliko izkušenj v gostinstvu, tako da skupaj je bila pa neka taka dobitna kombinacija. In kakor jaz vedno pravim, pač na podeželju mora biti vedno cerkev, gasilski dom pa gostilna. Pač kakorkoli pogledaš, je to neko stičišče, kjer srečaš v bistvu soseda, ne samo, ko se voziš z avtom, pa ga na vsake toliko pozdraviš, ampak da pač imaš tudi možnost nekje spregovoriti kako besedo. Da se družiš, tudi neke trače konc koncev prenašati. Pač je to nekaj, s čimer pol skupnost tudi raste, no, pa se mi zdi zelo pomembno, da je to v kraju, da imajo to možnost. Tako da ja, takrat se je ta zgodba začela tudi zelo spontano in se mi zdi, da tudi zelo tako naivno. Zdaj, ko gledam nazaj, bi rabila po moje 1 leto najprej, da bi postavila strategijo, da bi postavila vse papirje, tako kot je treba. Takrat je to bilo pa dejansko pač dobesedno v enem mesecu pač vse zrihtan in smo sam šli. In pa kar otvoritev in pa je bil pač blazno povpraševanje, pač res gostilna je bila polna, se si nekako misliš pač tako od začetka, v redu, ampak pa se je tu kar nekako držalo, no. In od začetka sva bila v bistvu tudi same dva, ker sva skrbela za pač absolutno vse in pol tudi vidiš, no, malo koliko je enih stvari, no. Takrat je bilo to dosti neprespanih noči, ker pač ti ne moraš ljudi poslati domov ob 11, takrat, ko se kumi začne dejansko. Neko druženje ali pa zabava ali pa kakorkoli. Tako da je bilo veliko treba tudi požreti, no, pa potrpeti, da je to uspelo. Tako da ja, no se je pa v bistvu nekako gradilo, da tako same dva nisva zmogla, sva pa iskala še druge punce, ki so pomagale in tudi tukaj se je neka taka lepa skupnost oblikovala, nek tak res lep kolektiv, no, tako spontan in obenem zelo tak resen, tako no, zelo lepo se je oblikovala ta skupnost. In ker se mi zdi, da sploh v nekih vaških gostilnah je zelo, pa ne samo v vaških gostilnah, na splošno, je zelo pomembno, kak kader imaš noter, kdo te postreže. Pač, da te res postreže z nasmehom, da je pripravljen tudi s teboj spregovoriti kako besedo, ker se mi zdi, da velikokrat tudi pridejo ljudje, ki pač iščejo samo nek stik, no. Tako da tudi to je ena taka stvar, ko se mi zdi zelo
Ja, dobrodošla. Vsaj tudi jaz sama sem velikokrat videla, ko sem delala, pač, ko dejansko sem imela stik z ljudmi, ko vidiš, da rabijo sam nek pogovor. In pač tako, velikokrat sem imela tudi že tako solzne oči, ko sem bila tako, pač piševka. Sej razumem, da nimaš doma nekoga, ki bi mu to povedal, in pač tako, da si nekdo, ko pač lahko prisluhneš temu. No. Pač se verjetno težko zdaj nekaj pomagaš, ampak samo to, da je prostor, da se izpovejo. No, mislim, da se ne zavedamo moči pogovora. Oziroma moči, da te nekdo sliši, pa sam posluša. Ne rabi ti mogoče niti slišati tako v detajle, ampak da nekomu se lahko zaupaš, da je nekdo tam pripravljen ti nameniti čas. Sploh ne, podeželje, poklici na podeželju, sploh če gremo za kmetijstvo, so zelo osamljeni poklici. Ti si, ali si na traktorju si sam, si na njivi si sam, ti in tvoje misli. In sploh, če potem pa še recimo odnosi doma ne štimajo, so lahko to ful hude stvari. Da imaš, tako kot si rekla, ful dobro v bistvu, no? Gasilski dom, cerkev, gostilna, to je res nekaj tisto, kar je naše vasi držalo po koncu že skozi desetletja nazaj in jih verjetno tudi bo še za naprej. Slo zdaj, ko tako masovno ukinjajo še vse druge storitve na podeželju, ne, je prav včasih, če nikoga drugega, da je vsaj en dober župnik v vasi, je neverjetno, kaj lahko en dober župnik ali pa v vašem primeru tudi ena dobra gostilna, kaj to dejansko lahko naredi. Pa mogoče ima ta gostilna nek negativen prizvok, ampak če pač ti tega ne... Spet, kako to gledaš, ne? Kako to gledaš, A gledaš dobre stvari, strani, a gledaš slabe strani, ne? Ja, sej to je vedno ta paradoks, ker se mi tudi zdi tako, ali moraš zdaj gostilne nekaj promovirati, pa tako, pa doskrat je, ne. Ampak pač nalimo si čistega vina, pač tako je. Zdaj, kaj pa ljudje konzumirajo v gostilni, pač to je pa spet njihova odločitev, recimo, ne. Tako, se pravim, ne gre se tukaj za neko pijančevanje, ampak pač res za ti stik, da imaš možnost biti v stiku. Jaz sem večkrat rekla, tako, pač to je res vaška gostilna in so prišli pač kmetje tam povsod iz okolice, ne, da so imeli sestanek, ne. Ali pa nek občni zbor, če tako gledaš, ne? Ker pol se usedeš za mizo in pol sam neke kmetijske tematike, sem, kaj si pa ti tam usijal, pa kaj pa je uno, pa kaj pa je treto. In se mi zdi to tako, vidiš, super, pač če ne bi bilo tega, mislim, verjetno domov se kar kaj nam ne bi pripeljali, pa se začeli pogovarjati o teh stvareh, ne. Ker tudi pač doma si skozi vpet v neko delo, da imaš pa tukaj nek prostor, kamor se umakneš, kjer pol srečaš kolega v bistvu, ne, sodelavca na nek način, se zmeniš za nek biznis, veš kaj, a bi ti prišel pol posijat mi, ne vem, čez 14 dni bom rabil, ne, tako, na ta način. Pa da se izmenjuje neke ideje, na tak način, tako da nek tak prostor, no, pač res gostilna ima mogoče tak negativen prizvok, ampak nismo še našli, no, boljšega imena. Ampak pač nekako, neko moraš iti, ne. Rabimo, no, Sej tudi, recimo pokositi v nekem društvu, se če gledamo malo po podeželju, ali pa če gremo zdaj na podeželsko mladino, ne, ker tudi to te nekako veže na lokalno okolje, tudi to si bila ti nekako pobudnik, da se je začela mladina. Mogoče je bila ta logična posledica, le? Je gostilna začela tam, ko ste se družili in pa ste gotovili, super, zdaj se tu družimo, dajmo zdaj to še organizirati. V bistvu res, skoraj tako, ko po učbeniku, ne, kako gre. V bistvu je šlo en z drugim, ne, prej smo že govorili o Mlečni kraljici. Jaz sem takrat začela pol hoditi po svetu, po Sloveniji in sem takrat zapazila podeželsko mladino, ker jaz v srednji šoli pač za to nisem sploh nikoli slišala. Pa sem pa takrat jaz to opazila in mi je bilo tako, okej, to še obstaja, ker vem, da je moj ati mi je razlagal nekaj, da so to včasih pač bila podeželska mladina, pa jaz tako vidim, pa to še obstaja nekaj, pa to so nekaj ful aktivni, pa to obstaja zveza, pa to je ful dober, ne, pač to so vsi povezani med sabo. In jaz tako, pa to bi bilo fajn, pa zakaj pa mi tega nimamo, ne, pa zakaj se pa mi na tak način ne povezujemo, pa pol delamo kakšne dogodke, pa pač se lahko pol udeležujemo tudi drugih dogodkov po Sloveniji, ne. In v bistvu takrat že, ko sem bila Mlečna kraljica, se je to malo iskrca zanetla. Pa je prišel ta projekt Štala, no, ampak obenem mislim, da je bilo to glih nekako, če ni bilo to glih vzporedno, mislim, da je bilo to, v bistvu se je začel,
Jaz sem to skozi nekako nosila, kako bi zdaj to mi, ne, razmišljala, kako bi zdaj to mi nekaj naredili, ampak jaz sem rabila ljudi, ne, ki bi bili zainteresirani. In pol mislim, da so bili glih priprave na ta protest, kjerga leta je to bilo? 22, 23. Prvi tam. Zdaj je bilo dosti protestov, tako Ja, da moramo sej. biti. Ja. 23 je bil prvi tak, vsa slovenski velik. Vseslovenski. Ja, tako, 23, ja. No, takrat smo bili nekako pozvani neke te lokalne enote, ne? Pač če pridemo, da moramo priti tudi mladi. Ne? In sem rekla, če gremo jaz to tja, ne? Pa bo ziher še kak mlad, pa mogoče, pa dobro, protest bomo že, ne? Ja. Sam kaj pa naprej, ne? In se je res takrat tako zgodil, da smo bili na tem sestanku in pa je bilo še par mladih, tako zagnanih, sem rekla, jaz imam idejo, kaj pa če bi mi eno društvo naredili, ne? Društvo podeželske mladine, Laško Radeče, to je nekoč že obstajalo, tako da v bistvu pač na nek podoben princip, kot je že bilo, sam rabimo zagnano ekipo, ko bi to speljala. In smo se res pač organizirali, prebrali vse, kaj moramo narediti, spisali stvari in ustanovili društvo. Pa smo bili pa tako, imamo društvo, zdaj rabimo pač tudi ljudi, ne? Kaj bomo naredili? In pa smo rekli, kdor ne razkira, ne profitira. In smo rekli, da bomo organizirali en piknik, sicer smo kar založili nek svoj budžet, mislim, vsak je dal neka svoja lastna sredstva, zato da smo nakupili hrano, pa pijačo, pa mislim, da smo imeli še nekaj muzike takrat tudi. In smo rekli, piknik bo takrat pa takrat, tam pa tam. Mislim, da smo takrat aktivirali tudi te lokalne veterinarje, da so delili vabila? Da so delili vabila, ker smo rekli, kako bo prišli na kmetijo. Pač veterinarji so tam, ne, dnevno recimo, ne. Je to vrede? Tako da so oni delili vabila, pa valjda tudi na družabnih omrežjih. Smo naredili profil in pač delili, vsak se je pa potrudil po svojih močeh. In smo naredili pač takrat piknik, na katerega je bilo res neverjetno ljudi je prišlo. Mislim, da okoli 100 ljudi, no, da takrat je prišel na ta piknik. In vsak, ki je prišel, se je najprej včlanil, plačal članarino, pa smo imeli pa še tam postavljene samo pač neke prostovoljne prispevke, tako da se je več kot pokrilno tisti piknik. Pa še član. Pa še člane smo dobili, ja, no. Vse, kar je bila ideja. Tako da ja, zdaj pa počasa se, mislim, pol gre vse počasa, no, se mi zdi tako, takrat je bila neka zagnana energija, pa rabiš pač itak, da se najprej tudi ta ekipa, vse takrat smo bili zagnani, ampak pa pač vsak ima še neke svoje druge stvari in pa mogoče so neka nihanja, ampak se mi zdi, da smo zdaj, koliko je za to že 2-3 leta? Ja, 23, ja, 3 leta boja. Nekako uspešno vozimo, no. Saj so vzponi in padci, ampak glih to je čar tudi tega, no. Tako. To je prostovoljno delo. Ja, Saj ne moreš pričakovati, ja. mislim, to ni profesionalna organizacija, se mi zdi važno to, da te žene tisto, ne. Ja. Da veš, zakaj si član, ne. Da pol tudi lažje greš na kak dogodek, tako da je neka pripadnost. Pripadnost, ja, pa da so porazdeljene neke odgovornosti, no, tako da se čutiš, predvsem ta pripadnost, ja, da se čutiš del tega, pa da veš, zakaj si tukaj, no, tako ko si lepo povedala, ja. No, zdaj smo že v bistvu prišle mal. Šle smo skozi kmetijo, Mlečno kraljico, štalo in pa je bilo društvo in kak si pol ti pristala na zvezi? Ja, zelo dobro vprašanje. Zelo spontano, bi rekla. V bistvu se je to nekako vlekel tudi že od Mlečne kraljice. Mislim, da sem takrat bila Mlečna kraljica, pol ste me pa nekako povabili, da sem sodelovala za ambasadorko mladinskega dialoga, se pravi iz ene ambasadorke v drugo ambasadorko. Tako da takrat sem začela biti majčkeno bolj vpeta, pa tudi ta Lepo je biti kmet, ko smo že prej omenile. Ste v bistvu tudi preko vas, ja, na nek način, no, smo tudi sodelovali tukaj. Ja, se pravi, ta ambasadorka je bila, se pa sploh ne vem. Pa sem prišla pa na neko sejo, čist naključno. Mislim, da takrat ravno zaradi te kampanje Lepo je biti kmet. In pa sem kar dobila neko zadolžitev, da sem vodila skupščino na... ravno ko si ti odhajala, se mi zdi, ne, je bilo to v Mirni peči, ja. 24, Takrat sem kar dobila to vlogo, v redu, jaz zelo težko rečem ne stvarem, ne, tako da sem to z veseljem takrat sprejela.
Ja, potem sem dobila pa povabilo, če bi se malo bolj aktivno še vključila v zvezo, če bi postala podpredsednica. Takrat sem tudi zelo naivno rekla, ja, zakaj pa ne. Tako da sem nekako pol padla v to notrno. Takrat se res nisem zavedala, kaj je vse tukaj zraven. Pa verjetno, če bi se, mogoče celo ne bi odločila. No. Ampak hvala Bogu, da se je zgodilo tako, kot se je. Veš, to je prednost mladih, da smo naivni. Oziroma, zdaj nisem več tako mlada, da smo bili naivni, ker če bi vse vedeli, v kaj se spuščamo, verjetno pol storjet, kako si rekla, ne bi naredili. In je to škoda, ker v bistvu dejansko izgubiš eno priložnost za rast, za druženje, za izobraževanje, za spoznavanje, ker se mi zdi to pol z leti, ker imaš več izkušenj, si bolj premišljen. Ja. Tako da me zanima, ker to je bilo zdaj vse tako spontano. Pa si pa v bistvu letos marca prevzela vodenje zveze. To pa predvidevam, da ni bilo več tako spontano, da v bistvu 2 leti si bila podpredsednica, nekako si padla v ta kmetijski sektor, v ta odločevalski sektor. Tudi v bistvu, ker mnogi vidijo podeželsko mladino kot nek prostor za druženje, kar je, seveda, je to ful pomembna vloga podeželske mladine, ampak velik del podeželske mladine je tudi zagovorništvo. Ne? To je pa mogoče malo tisti bolj zahteven del. Kak si v teh 2 letih, oziroma kak si to doživljala in kak je pol to vplivalo na te, da si se na koncu odločila, da prevzameš vodenje te velike organizacije? Ja. Se mi zdi, da skozi neko rast, pa kot sam tudi odraščaš, pač malo vidiš svet z drugačnimi očmi. Tako da se mi zdi, da tudi tukaj se je nekako to pokazalo. Jaz sem prišla tudi v zvezo sam zgolj iz nekega druženja pa povezovanja, pa bolj kot si vpet v neke stvari, bolj vidiš, kakšen vpliv dejansko lahko imaš, kaj lahko daš svetu in kako pomembna je tudi ta organizacija. Tako da zagotovo ni bila ta odločitev tako spontana, kakor vse tiste prej. Sem kar nekaj časa razmišljala. Na eni strani sem čutila neko odgovornost, da se odločim za to, ker sploh, ko sem imela to priložnost, da sem bila zraven kot podpredsednica in ko sem imela tudi neko priložnost, da sem sodelovala že na mnogih projektih, ki jih je imela zveza, neko odgovornost, da to tudi vrnem zdaj nazaj in da omogočam nek prostor tudi mladim, ki še pridejo tako, kot sem jaz prišla, pa ki še bodo prišli. Tudi nek tak zdrav prostor, kjer se lahko razvijajo, pa kjer lahko dobijo določene kompetence, kjer lahko res rastejo, in sooblikujejo tudi nek ta prostor in to organizacijo. Tako da predvsem kot neko odgovornost in priložnost, no, na drugi strani tudi, ker se mi zdi, da ko si v neki taki mogoče dost vidni vlogi, ampak še zmeraj malo postranski, pač vidiš dost enih priložnosti, tako, pa to bi še lahko, pa on bi še lahko, pa tretji bi še lahko, in pa si tako, ok, ajde, zdaj imaš pa priliko, ne? Zdaj pa izkaži se, pač če imaš toliko idej, pa dejmo, ne? In zato sem se pol odločila tudi, da pristanem na to. Verjetno še zmeraj nisem pomislila na vse stvari, ki me čakajo, tako da sigurno bo še veliko nekih izzivov, pa sigurno bom še veliko stvari se mogla naučiti, no, tako, saj že zdaj vidim, pač, ampak absolutno se vsak ne ve vsega, tako da sem tudi zelo hvaležna za neko ekipo, ki jo imamo. Se mi zdi, da se res lahko iz čisto vsakega posameznika nekaj naučiš. In na eni strani mu nekaj daš, mu omogočiš nek prostor, na drugi strani pa ti tudi on pa lahko z nekim znanjem pa izkušnjam tudi pol to vrne, no. Tako da, ja. Ful lepo. V bistvu vseh nevladnih organizacij v bistvu, ne. Dajati prostor, vračati, kar si dobil, kar si prejemal. Zdaj omenila si že ekipo. Kakšne imate pa načrte? V bistvu ti si prevzela zdaj relativno tudi z novo ekipo, nekje marca letošnjem letu. Eva še ostaja v ekipi, torej prejšnja predsednica. In kakšne imate načrte? Že imate kakšno vizijo? Kaj nas čaka? Iti naprej.
Ja, v bistvu se je lansko leto se je zaključil tudi strateški načrt, ki ste ga še vi postavljali, se pravi pred 5 leti. Tako da v bistvu smo si nekako zadali, da je to leto to neko prehodno leto, kjer si vzamemo čas za nek razmislek širši, da res pogledamo, kaj so tisti izzivi, s katerimi se danes mladi soočajo, ker danes je res svet pač neverjetno hitro se spreminja. In tudi pogled mladih na podeželje je sigurno malo drugačen, kot je bil pred nekaj leti. Tako da, ja, veliko časa bomo namenili predvsem tem, no, da vidimo pa, da res probamo identificirati te stvari in tudi pa si zadati neke cilje, ki bodo uresničljivi, da lahko pol na koncu res rečemo, ok, to smo pa s pomočjo podeželske res speljali. Je pa velik izziv, tako kot si že rekla, pač dosti ekipe se je zamenjalo, tako da v bistvu na nek način moraš prestaviti v malo nižjo prestavo, ker tudi ljudje, ki pridejo na novo, pač mogoče še ne poznajo v taki razsežnosti organizacije. Tako da se mi zdi prav, da se pač vzame tudi nek ta čas, da se ljudje udomačijo na nek način, da tudi vidijo, kje so njihovi potenciali, kaj lahko dajo organizaciji in da pol nekako štartamo iz tega naprej. Tako da, ja, izzivov je drugače veliko. Jaz imam v glavi že zelo veliko stvari, ampak se mi zdi, da je tudi ključno, da je ekipa tista, ki pač vodi te stvari naprej. No, tako, ki narekuje tempo. Ki narekuje tempo, ja, tako, ja. Omenila si, da so se pogledi mladih spremenili. Sploh pogledi, recimo, zveza je tista, ki predstavlja ne le mlade kmete, ampak tudi mlade s podeželja. In tako na prvo žogo. Kaj bi rekla? Mladi s podeželja, mladi kmetje, kako gledajo zdaj na prihodnost? Oziroma gledate? Zdaj, jaz upam, da ne živim samo v nekem mehurčku, ampak se mi zdi, da je tudi pogled na podeželje vedno bolj pozitiven, tudi na kmete. Ker se mi zdi, da še pred nekaj leti, da je bil tudi kmet tisti nek res na dnu neke družbene lestvice, nekako, kar rečemo, kmet tam. Ampak se mi zdi, da se ta ogled malo spreminja in izboljšuje. Po zaslugi zagotovo pač vseh organizacij, ki se ukvarjamo s tem, ker se mi zdi, da vsi dosti gledamo na to, da je pač treba dvigniti ta ogled. To in pa tudi samo poslanstvo naše organizacije, ko je, ne, pač, da dvignemo ponos mladih s podeželja. Se mi zdi, da vedno več mladih je tistih, ki so res ponosni, da povejo, da prihajajo s podeželja in da jim ni to res neka slaba lastnost. No? Da se mi zdi, da se že malo boljš je nek pogled na to situacijo. No? Tako da jaz upam, da se tudi še kako društvo na novo ustanovi in da se tudi te neke posamezne podeželske skupnosti še bolj okrepijo in da res vidijo, da mladi bodo začeli videti neko priložnost res življenja na podeželju. Sicer seveda so izzivi, sploh kar se tiče neke zaposlitve na podeželju, se mi zdi, da tukaj je država ali pa pač kot neka skupnost smo še majčkeno zadaj in da bo treba majčkeno pohitriti tempo. Je pa res, da tudi mogoče s tem, ko je bila korona in ko so to neke virtualne stvari se pojavile, da se lahko tudi veliko dela od doma dela, je to nek korak lahko naprej. No? Tako da ni vsakodnevni zamaški v prometu in to, kar je lahko to zelo obremenjujoče. Težave pa so tudi kakšne zaposlitve, ampak tudi bivanjska problematika na podeželju, ker marsikdo potem ostane, ne vem, nekdo prevzame kmetijo, eden pa bi si tudi mogoče želel ostati na podeželju, ampak ni prostora, ni kapacitet. No. Ampak obenem tudi ohraniti te kmetijska zemljišča, ne? Tako da to je kar izziv, ki ga imamo. Ne moramo zdaj reči, zdaj bomo pa tam pozidali spet celo ulico, da bodo lahko mladi ostali na podeželju. Neko ravnovesje najti, ne? Ja, tako da. Mesto podeželja, življenje na podeželju. Ful lepo si opisala ta pogled mladih na podeželju. Kako pa misliš, da razmišljajo zdaj mladi kmetje? Zdaj imamo tako prav, evropsko pomanjkanje mladih. Mislim, verjetno je tudi svetovno, ampak tam ne poznam statistik, ampak če pogledaš številke, koliko je dejansko mladih, ki kmetujejo, torej profesionalno kmetujejo, oziroma niti ne profesionalno, ki so pač prevzeli kmetijo in so mladi, so to res katastrofalne. Torej mislim, da je pod 6% na evropski ravni, 3,5% na slovenski ravni.
kaj bi mlade kmete pritegnalo, oziroma kje ti vidiš, no? Kaj se premika, oziroma kaj žene tiste, ki pa so se odločijo. Ja. Jaz mislim, da je to predvsem nek izziv in pa neka priložnost, da gledajo na kmetijstvo malo iz druge perspektive, kakor so na kmetijstvo gledali mogoče naši starši, ker jim je bila pač tista kmetija nekako dana in pač zdaj morate opravljati s to kmetijo, tako kot smo mi prej opravljali s to kmetijo, ne mogoče še prejšnje generacije, ampak da vidijo na kmetiji še kakšne druge priložnosti, ki so od kakega turizma do kakšne predelave, kakšnih izdelkov, da najdejo na kmetiji nek svoj prostor, neko svojo iskro, ki jo pač lahko zanetijo. In se mi zdi, da tisto je pol, kar te mlade res ohrani na kmetiji. Ker ni sam, zdaj da bomo rekli, ja, bomo prevzeli kmetijo zato, da zadostimo prejšnji generaciji, ker ko potegneš ti črto, ko potegneš vse stroške skupaj, se ti skoraj zagotovo pač to ne splača, ne? Vsaj sploh s tem sistemom, ki je danes. Tako da jaz mislim, da zakaj mladi ostanejo, predvsem to, ker najdejo neko tisto sebe v tem noter, no? Tako, da imajo neke dodano vrednost in da res uživajo v tem. Sej so težki časi, ampak v resnici pač čist katerokoli poklicno skupino pogledaš, pač čist vse posod so izzivi, ne. Sploh, ko se začneš lotiš, pač prideš do nekih izzivov, tako da ne vržeš takoj puške v koruzo, ampak da vidiš še neke dodatne priložnosti. Verjetno je tudi zdaj se dosti govori v tem, da se kmetijstvo dosti povezuje tudi s podjetništvom, da se spodbuja mlade, da res se tudi na podlagi podjetništva, pač, da si malo razširimo obzorje, no? Da res ni samo kmetijstvo, tako kot smo ga gledali včasih, ampak da ga res gledamo malo širše. Kako bi pa to povezala? Podjetništvo je zelo. Če je bila včasih trajnost, tako se meni zdi, ali pa ne vem, ali pa se v teh krogih gibljem. Včasih smo na veliko govorili o trajnosti in je bila že prav taka zlorabljena beseda, ne? Zdaj je pa prav spet, lahko da živim nekaj mehurčko, ampak res imam občutek, da se na veliko pogovarjamo o podjetništvu, o kmetijstvu, kar je dejstvo, ne. Dejstvo je, da kmet je podjetnik, kakorkoli obrneš in meni se zdi prav, da se o tem pogovarjamo, ampak eno je, da govorimo, da smo kmetje podjetniki, drugo je pa, da res potem živimo kot podjetniki, ne. Kje recimo lahko en mlad kmet dobi znanje, da se pač lotiš ti podjetništva, ker to ful lepo se sliši, sem podjetnik, pa dejansko neke stvari opravljaš, pa mogoče sploh ne veš, da to sodi v podjetništvo, ne. Ampak kako lahko kot mlad, oziroma tudi zveza, mogoče kaj dela na tem področju, da dobiš tisto osnovo, da zaštartaš, da dobiš to širino, ne. Ja, meni je zelo škoda, da se tudi v nekih formalnih sistemih izobraževanja pač premalo govori o tem, da se ne več, ker podjetništvo je res mogoče neka taka nova stvar, ampak v resnici že tako stara. Pač v resnici vsak dober gospodar je bil tudi zelo dober podjetnik na kmetiji. Zdaj, na kakšen način lahko pridobiš znanja, verjetno je zelo širok spekter, sploh kar se tiče podjetništva, ampak da bi pa govorili prav o kmetijstvu, pa se mi zdi, da je še zelo, zelo nova tema in se v tem še, tako da bi povezovali direktno kmetijstvo in podjetništvo, da se še čist premalo govori o tem. Čeprav verjetno že generacije dejansko delajo tako, no. Mislim, da je Toni Kuchenberger je en dober primer tega, se mi zdi, da on se tudi predstavlja kot direktor kmetije, kar se mi zdi res en tak zanimiv koncept, no. Bi pa rekla, da marsikdo na kmetiji že uvaja, pa ima uvedene neke take sisteme, ampak tako, kot si že rekla, sploh ne ve, da so. Ker to dejansko, eno je, da ti rečeš, da si podjetnik, drugo pa, da ti dejansko to osmisliš, ne. Ker jaz to ne bi to vključevala, jaz sem podjetnik, jaz sem kmet, jaz sem to, jaz sem tisto, pa dejansko ti si kot kmet vse to, ne. Ja, pa še mnogo več, ja. In je samo stvar
perspektive, kje zdaj ti vidiš priložnosti na kmetiji, tako si rekla, kaj zaneti tvojo iskro, kaj še lahko naredim na kmetiji. Je pa res podjetništvo zelo tudi širok pojem, ne? Se tudi podjetnik je v resnici konec koncev od računovodje do nekoga tam, ki sklada ali pa pakira neke izdelke, ne? Ja, se Vse se začne tako, ne? Prek štale, ne? Ja. To so bili tvoji prvi koraki v podjetništvu. Ja. Tako da se tudi v kmetijstvu je dosti podobno, no. Tako da neka znanja, jaz sem prepričana, da je o tem treba še več govoriti, no, pa tudi mlade še bolj spodbujati k tem nekam vseživljenjskem učenju, ker tudi svet se tako hitro spreminja, da nekaj, kar se naučimo danes v šoli, pa dobro, ne bomo zdaj sploh o šolskem sistemu, ampak nekaj, kar se danes naučiš, je lahko tudi čez 5 let že dosti drugačno, no. Da moramo biti elastični pa prilagodljivi, tudi pač spremembe so v svetu takšne, ki nas dejansko potisnejo v to, da če nisi prilagodljiv, pač te ni. Zdaj sem glih spomnila, pred kratkim sem slišala, glih ta prilagodljivost, ne? Pa ta, da te ni strah. Ne? Slovenci smo sploh tak narod, recimo, da se ful bojimo neuspeha. Ne? In če primerjamo to z Američani, pa okay, mogoče to ni zdaj najboljš primerjava, ker Američani se trenutno ne govori najlepše, ampak oni imajo to mentaliteto, just do it. Just do it in pač če ti posel ne uspe, nikej. Nekaj si se naučil, pa id naprej. Probi nekaj drugega. Ne? Pri nas je pa tako, da se včasih ful težko odločimo sploh, da bi neko novost pa vzeli na kmetijski sektor, da bomo spremenili, da bomo šli v predelavo, da bomo naredili nek nov izdelek, kaj pa če ne bo šlo, kaj pa če bo to. Kaj bojo pa sosedi pa rekli, ne? Ja, točno to, pa če mi ne uspe, kaj bodo pa rekli. In to nas tako ful zavira, ker imamo toliko potencijala, toliko nekih, že ko prideš na kako kmetijo, ko sam vidiš, kaj se bi lahko naredil še poleg tistega osnovnega kmetijstva, ne? Ampak je ful povezano, po mojem, tako sem že rekla, no to z mentaliteto, kako ti gledaš na to, pa koliko imaš znanja, da znaš pol to res obrniti v nek posel. Pa to, da se res ne bojiš. In to mi je pri tebi tako všeč, ker ti imaš to mentaliteto. Just do it, bomo se pol ukvarjali. Se vedno gre nekaj narobe, pač vedno. Se mi zdi, da pač napake so neizogibne, ne moreš jih ne imeti, ampak važno je pač, kaj narediš s temi napakami. A se boš nekaj naučil iz njih, ali ne? Točno to, ja. Ali te bodo pač ustavile in se ne boš nikoli več vrnil v kaj tazga. Pač sej vsi delamo napake. Mislim, kdor dela, greši. Jaz vedno to pravim. Tako da, ja, res je zanimiva je ta mentaliteta in mislim, da je veliko nekih priložnosti že ubila, no. Sploh to, kaj bodo pa drugi rekli, pa kaj bo pa sosed rekel, pa tako, no. Se mi zdi, da tudi včasih verjetno se tudi sploh na nekem podeželskem območju, tu, kakor smo povezani, pa tu, kakor poznamo en drugega, je mogoče glih to tudi neka, pa ne bi rekla glih slabost, no, ampak v tem smislu, da pol tudi vsak točno ve, kaj ti novega kupeš, kakšno napako si tam naredil in je nekaj tako, no. So neke govorice, na katere se pol mogoče preveč upiramo ali pa preveč gledamo. Ja, mogoče je to neka taka, pa ne vem, če ravno podeželje, no, ampak slovenska stvar. Ja, čisto slovenska. Ja. To čisto slovenska. Na podeželju mogoče toliko bolj izrazita, ker se bolj poznamo med sabo. Ja, izrazita, ja, tako je. Ja, tako. Mogoče je res, ja. In mi je škoda, no, ker sigurno je marsikdo mlad, ki pač ima zelo dobro idejo, ampak ga to pa zavira. Je pa pol tudi še ena stvar, ki se mi zdi pa tudi zelo dobra pri podeželski mladini, ne. Eno je to, da nimaš znanja ali pa da si ne upaš, drugo je pa v bistvu so spet ti medgeneracijski odnosi, ne. Da ti je starejša generacija to prepreči, ker ne da ti ne zaupa, mogoče se boji spustiti ali pa kako gledaš ti na to? Ja. Koliko idej, želja se pa ubije tukaj? Ja. Tudi to je zelo dober pomislek. Ja, ne vem, zelo težko bi zdaj zelo pospešila, da bi zdaj rekla, zdaj pa to tako velja in da veliko starejših generacij ubije mlajše. Bi rekla, da starejše generacije imajo tudi ogromno enega znanja in ene modrosti konc koncev. In jaz verjamem, da marsikdo ne naredi to namerno, da zavira kako idejo, ampak zgolj iz nekih izkušenj želijo preprečiti določene stvari. Tako da meni se zdi zelo prav, da ko se starejše generacije odločijo predati neke stvari, da res tudi pustijo prostor za nek drugačen pogled pa za novo rast.
je pa to izziv na obeh straneh. Se pravi, razumevanje starejše generacije, da prepusti, pa da raje malo stran pogleda, ampak da pusti ta prostor. No? In na drugi strani razumevanje te mlajše generacije, da razume, da pač to so stvari, ki jih je starejša generacija prej ustvarjala celo življenje in da jim je tudi težko mogoče gledati kakšne take spremembe. Ne? Zdaj zelo odvisno, tudi za kako stvar gre. Ampak ja, neko sožitje na eni in na drugi strani. Kako pa to doseči? Kako pa to doseči? Komunikacija, verjetno, ja. Komunikacija, da se skomunicira stvari. Marsikdaj je verjetno tudi težava, da ne vem, ali starejša ali pa mlajša generacija sam pri sebi ne ozavesti teh občutkov, ampak sam vidiš, kaj zdaj on tam dela, zakaj bo zdaj to naredil, ampak da si tudi sam ozavestiš malo te stvari, no. Da si rekel, ok, vse bo v redu, jaz sem mu predal kmetijo, ker mu zaupam, ker se je že izkazal. Ja, in da je to zaupanje, no, to tudi. Da če ti predaš, pomeni, da si zaupal, tako da tudi v odnosu ali pa v zakonu ali pa kakorkoli, ne. Saj pridejo vzponi in padci, ne, ampak še vedno zaupaš. Tako da se mi zdi to zelo pomembno. Da se takrat spomniš in osmisliš tudi sam pri sebi, da ok, mogoče so sam zdaj moji občutki preeskalirali in bo vse v redu, ne. Tako. Zaupaš zdaj. Ful lepo si to povedala, res, ne vem, če lahko to še lepše opišemo, tako da. Zdaj, ko si rekla ta zaupanje pa spoštovanje, ne, ker od zadaj prinesla si par stvari danes sabo, ne, ki se ves čas že malo vidijo in mi je zelo zanimiva tudi ena knjiga Ljubezen in spoštovanje, ki se ponavadi dejansko daje, oziroma ponavadi, ne, ni ponavadi, ampak zelo pogosto kot poročno darilo. Ne, to ni poročno darilo, no. In kaj je zgodba te knjige? Sposojena. Kaj pove ta knjiga o tebi? Ja, ljubezen in spoštovanje. Tudi meni je bilo to nekako tako predano v smislu, da to gre za nek odnos, da opisuje nek odnos med moškim in žensko. Ampak, ko sem dejansko brala to knjigo, sem rekla, pa ni to zdaj samo odnos med zakoncema, ampak se mi zdi, da je to nasplošno odnos z komorkoli, ali v prijateljstvu, ali z kolegi, z sodelavci. In nekako opisuje ravno to, kako smo si med sabo različni, pa kako imamo različne potrebe in tudi različne poglede na svet. In kako je to pomembno, da imamo nekako skozi nekje ozadji v svojih mislih, da mogoče vsak ne vidi na svet tako kakor z mojimi očmi, ampak da ima vsak druge poglede na ta svet. In da to spoštujemo in da to nekako znamo tudi skomunicirati. Se mi zdi, da ravno ta knjiga opisuje ljubezen, ki jo ženska potrebuje in spoštovanje, ki ga moški išče. In kako se pol hiter nasplošno, no, se pravim, da v kateremkoli odnosu se hiter pridemo v nek krog, zaradi tega, ker samo ne znamo skomunicirati potreb, ki jih imamo. Tako da lahko je to ali v odnosu dva človeka, lahko je to odnos tudi v skupnosti. Ali pa v kmetijski politiki. Pa v kmetijski politiki, no, kjerkoli. To, kar si zdaj odpisovala, tako mi je prav, ker imam to vprašanje še zate, ne, ker ti si zdaj v bistvu, sodiš med odločevalce v kmetijski politiki in ta odnos, ko si ga zdaj odpisovala, tako je tam včasih, ne. Mora biti neko, oziroma, ne vem, ljubezen, pride tudi včasih, večinoma mora biti pa kar veliko spoštovanja in potrpljenja, da pride pol do nekih konsenzov v dobrobit slovenskega kmetijstva. Kako bi pokomentirala to kmetijsko politiko? Oziroma zdaj trenutno smo v nekem obdobju, čaka se vlada, tako ljudje, ki nismo toliko vpeti v samo kmetijsko politiko, več, bom rekla, nimam občutka, da se zdaj dejansko kaj dogaja. Imate vi stike z ministrstvom sedaj, kaj čakate, kaj se zdaj sploh v bistvu dogaja na področju kmetijske politike? Jaz bi se mogoče tam še čist mičken nazaj vrnila, ko si rekla ljubezen, koliko je ljubezni. Jaz bi rekla, da je ogromno ene ljubezni, ker pač vsi, ki sedimo tam za tisto mizo, sigurno imamo pač eno ljubezen do podeželja in do kmetijstva. In se mi zdi, da vedno je tudi, vsaj kar se tiče kmetijskih organizacij, je pač na koncu
nek isti cilj, ki ga hočemo zaslediti, ne? Da je v dobro slovenskega kmeta, tako da zagotovo je veliko ljubezni tudi tukaj noter, ampak sam mogoče se ne zna vedno skomunicirati na tak način. Kaj se pa zdaj dogaja? Ja, v bistvu smo zdaj malo v takem pričakovanju v resnici, kaj bo, na kakšen način se bodo stvari obrnile. Jaz upam, da ne bo šlo, da se bodo spremenile, no, to verjamem zagotovo. Vsaj zdaj, kar se kaže, da bo šlo v malo boljše strani. Je pa zagotovo tukaj ključno, na kakšen način bomo tudi kot kmetijske organizacije bile pripravljene, da bomo pol takoj, ko se oblikuje vlada, takoj, ko se oblikuje tudi ministrstvo, no, da znamo pristopiti in da znamo skomunicirati, kaj so tiste ključne stvari, ki jih je potrebno spremeniti za slovenskega kmeta. Da se bo še več mladih odločilo za kmetovanje, ker pač stvari bi bilo treba urediti že včeraj, ne jutri, ne. Tako da. In kaj se ti zdi, da so tisti prvi koraki, ki bi v bistvu bilo potrebno narediti? Ja, veliko je na tej socialni varnosti kmeta. Zdaj imamo zelo veliko težav je tudi s to divjadjo, ogromno kmetov kliče ampak zelo je problem, ker so to stvari res zelo take, zdijo se zelo enostavne za rešiti, ampak na koncu pač vidiš, koliko enih ljudi je zadaj, ki mora iti čez določene papirje in preložiti določene stvari, teh ljudi pa ni, ne, na koncu. Zato so pač stvari tudi toliko počasa premikajo. Zdaj vidimo, nekih sredstev je dejansko dovolj, samo mladi se ne odločajo za njih. Treba se vprašati, kaj so še tiste stvari, ki jih je treba spremeniti, da se bodo mladi odločili za to, ker očitno finance na koncu tudi niso edina težava. Ampak tukaj sem že rekla, ta socialna varnost, predvsem to, no. In na kakšen način, kaj je še tisto, kar je treba mladim pomagati, da pridejo do odločitve, da pol ostanejo nekako na kmetiji in da se odločijo za kmetovanje. Skratka, izzivov ne manjka, tako da Ja. dela bo dovolj. Mogoče še tako za konec. Kaj tebe žene v tem delu zdaj naprej? Kaj so tiste tvoje sanje? Kaj tebe osebno? Kaj želiš, kakšen pečat želiš pustiti v tem kmetijskem sektorju? V 2 letih, 4, 6? Ja. Ja, bomo videli. Zelo težko je. Ne omejuj se zdaj ne bomo nič ocenjevali, lahko greš čist izven, out of the box. Mislim, da je to zelo težko reči za naprej. Sploh za vse te stvari, ko sem jih že izkusila, nekako se mi zdi, da vedno je pol dosti lažje za nazaj videti, pa reči, vidiš, to je pa prava odločitev, ko smo jo takrat sprejeli. Se mi zdi, da je dosti na tem, kako ti sprejemaš določene izzive, ker tudi pač svet se tako hitro spreminja in zdaj zelo težko rečemo, da čez 10 let pa hočemo, da bo tako pa tako, ker stvari grejo res, pač tudi kakšno ekipo imaš konec koncev okoli sebe, kakšne ljudi imaš, s katerimi se pogovarjaš, pač kaj so tiste stvari, ki te pol nekako vodijo do nekega zaključnega cilja. Tako da jaz si res ne bi želela vzeti tega in reči, tak pečat želim na koncu pustiti. Jaz sam upam, da bo nekaj pozitivnega, da bodo pač na koncu, da se bodo stvari spremenile nekako na boljš in da bo mogoče organizacija kot je zveza še zrasla. Pa ne bi rekla, da bi si zdaj jaz pisala te zasluge, ampak pač neka celotna ekipa. Si želim, da nekako ostane z ljudmi, s katerimi bom delala, nek ta občutek, da je bilo fajn delati z mano in da smo tudi rastli, da smo vsak posameznik kot tudi organizacija. Tako da ja, kar se pa tiče v sami kmetijski politiki, pa res zelo težko rečem, ker tudi to je neka taka stvar, ki je mogoče meni še malo bolj tuja, ampak jaz mislim, da se bom pač tekom tega mandata še tudi malo bolj poglobila v te stvari, pa tudi mogoče na tem vidiku malo bolj zrasla. So pa pač izzivi, no, konstantno. Kaj pa zate osebno? Kje se vidiš čez 10 let? Res, nimam odgovora na to.
nekako spontano sem zdaj prestala tu, tukaj se zelo dobro počutim. Tako da bomo videli, kakšne priložnosti bodo še prišle. Jaz ti želim tebi in tvoji ekipi, da pridete do teh zastavljenih ciljev, sploh ta se mi zdi zelo plemenit. Da bodo po koncu mandata rekli, da so radi delali s tabo. To zelo veliko pove o tebi. Tako da res vam želim eno tako uspešno vodenje, ne bo ravno prav dela, ravno prav druženje in da bo na koncu v bistvu za vse nek benefit. Pa da se bo čim več mladih dejansko odločalo za članstvo v podeželski mladini, ker to res spreminja nekako življenja in posledično tudi čim več, da se jih odloči vstati na kmetiji. Tako da srečno, uspešno. Ja. Hvala ti. Hvala za povabilo.